V Luki Koper je bilo kar mesec dni ujetih 220 glav madžarske govedi, ki zaradi neurejenih dokumentov ni moglo odpotovati v Izrael. Torej, je bila birokracija kriva za ta kraval, zaradi katerega so krave pošteno zamujale. Ste štekali, 2 džovka v 5 sekundah. Do problemov je prišlo, ker je krave v Izrael naročil Palestinc, ti pa so v Izraelu približno tako popularni kot protikandidati v stranki Desus. 30-dnevni počitek v Sloveniji pa za krave pomeni še dodatno birokratsko oviro. Zaradi tako dolgega postanka v Sloveniji se je moralo spremeniti vse dokumente. In ko dobijo te dokumente, živina bo šla v Romunijo. Oni bodo to prodali nekam drugam, ne? Po moje najverjetneje v Rusijo. Ja, najprej bo treba spremeniti dokumente, ker vrsta blaga se je namreč v tem času iz teletina spremenila v govedina. Je pa fajn slišati, da bodo te krave imele res polno življenje. Mislim, pazi, Madžarska, Slovenija, Romunija, Rusija, pa tu je cel Eurotrip. Še ena stvar, ki jo lahko prečrtajo iz seznama stvari, ki jih morajo narediti pred smrtjo. Na tem izletu pa krave niso bile same, ampak so imele tudi človeško družbo. Ves mesec in pol so bili na ladji ujeti mornarji, ki so danes pozno popoldne sicer krenili proti Turčiji. Biti ujet v pristanišču še 20 moški najbrž ni najbolj prijetno. Je pa res, da so imeli na razpolago 220 glav govedi, tako da je bil lahko vsak večer steak night. Ma za ti bol ni boljšega kot 30 dni uležana govedina. Naravno soljena z bližino Jadranskega morja. Kadrovskih pretresov vajena vlada Marjana Šarca bi lahko kmalu dobila novo ministrico za kohezijo in evropska sredstva. Dajmo spomniti, gre za stol, ki ga je nekaj časa grel Iztok Purič, še pred njim pa ga je skoraj zlomil Marko Bandelli. Na isti stol želi Alenka Bratušek zdaj posesti koroško Slovenko Angeliko Mlinar. Dajmo pogledati, zakaj. Zato, ker pozna, kako deluje Bruselj, zato, ker zna na bruseljskih hodnikih odpirati vrata. Končno se nam obeta ministrica, ki zna odpirati vrata. Govori se namreč, da minister Purič ni razumel napisov v Leci in Rini. Minister Bandelli pa naj bi za odpiranje uporabljal taktiko, ki ga je odnesla. Vratom je po mailu sporočil, da so zamenljiva, pa je pa čakal, da se umaknejo. Poleg vratarskih sposobnosti bi Mlinarjeva v slovensko politiko prinesla še eno novost. Nekdanja evroposlanka je na listi Bratuškove kandidirala na letošnjih evropskih volitvah, a v bruseljski parlament ni bila izvoljena. V ministrski ekipi pa bi precedens predstavljala zato, ker ima le avstrijsko državljanstvo, slovenskega pa ne. No, čeprav smo vlada že imeli ministre iz tujine, naprimer ministra Radovana Žerjava z Prekmurja, pa enega ministra z druga planeta, ne, če se ga spomnite, bi bila gospa Mlinar prva ministrica iz Avstrije. Stranka Alenke Bratušek se pri sestavljanju zmagovite ekipe očitno zgleduje po košarkarski zvezi, ki je iz tujine prepeljala Antonija Randolfa. S tem, da gospe Mlinar niso našli v španskem klubu, pač pa v avstrijski kleti. Kletno pisarno je imela, no. Če bo ljubezen med Alenko Bratušek in Angeliko Mlinar postala tudi uradna, bomo še poročali, prav tako pa bomo poročali tudi, če se bo Mlinarjeva vrnila v Avstrijo in se raje predala Kurcu. V Ljubljani pa se ponovno zapleta pri občinskem infrastrukturnem projektu in ne govorimo o trgovskem delu Stožic, ki je videti kot kulisa postapokaliptičnega filma. Govorimo o izgradnji nove kanalizacijske cevi, ki ima potencial, da postane prvi projekt župana Jankovića, ki smrdi tudi dobesedno. Dajmo pogledati, v čem je težava gradnje. Glavni problem predstavlja skoraj 5 kilometrov dolg odsek kanalizacijskega kanala C0, ki bo potekal čez Ljubljansko polje, vodovarstveno območje. Druga težava pa 68 milijonov denarja iz Evrope, ki ga bo treba vrniti, če projekt ne bo izpeljan. Čeprav se ogrožena pitna voda na eni in vračilo 68 milijonov evrov na drugi strani ne slišlih pozitivno, lahko kot napol poln vidimo tudi kozarc kanalizacijske vode. Mogoče bo Ljubljana res izgubila pitno vodo, toda cela Slovenija bo poleg vod za Harmony in za Symphony dobila še za Fekali. Res je, da bo občina
morda primorana ustaviti projekt in vračati sredstva, ampak tudi v tem primeru smo lahko brez skrbi. Če je družina Janković v čem res dobra, je to v izmikanju plačila milijonov. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.